Kje v bistvu spremljate prihajajoče anime? A imate kakšen sajt, ki ga spremljate? Jaz kar od youtuberjev, kaj izvem drugače. Seriously, youtuberji? Ne, fora je to pač, da jaz ful nisem v tem, da sprot gledam nove anime, zato ker imaš rad review pač na hitro. Ja, pa tudi, da povejo malo, kjer je bil kaj dobro, da se splača, ker smo še toliko dobrih animejev za nazaj za pogledat. Glej, ni možno vsega več pogledati. Vem, ampak te klasike bi reče zmeri. Klasike pa so preslaba kvaliteta in si ni res! Pač pol bi rekel, da je pač Code Geass ful preslaba kvaliteta. Code Geass še danes. Jaz imam tudi podoben problem, kad kakšnih starih anime pogledam. Pogledam enega dobrega, pa potem enega starejšega. Spet enega novejšega, pa enega starejšega. A veš, tako da mačken, da se ne zgubiš v tistih starih. Da si zniža standard, pa je Kad sem imel obdobje gledati anime, sem si prav zadal, jaz sem prav tako malo kronološko, sem šel prav tako 90 gledati. Jaz sem gledal vse, od Berserk do Cowboy Bebop, do pač vse te early zadeve v bistvu. Potem sem pa spoznal tudi malo take bolj niš stvari, recimo eden izmed najljubših mi je Bakano. Pa to ni je tak toki niš. sen. Bakano je zelo popularen. Je popularen. Ful, Američani so vsi nori. To je, kad bi Tarantino delal. Zdi se mi, da Bakano ni bil hype kot njegov Ja, naslednik ki se še ni Durarara, zaključil. ki je bil potem... No, tega pa nisem, veš, pač ima mene par še. Bakano je bil anime, ki je prišel, ne vem, mogoče 3-4 leta pred, mogoče še več, pred Durararajem. In takrat se mi zdi, še ni bil anime community toliko zrel. Toliko močen, sej. Ja. Logično, če so zdaj kasete takrat. Ja, in ko je Durarara prišel, potem si videl, v bistvu, kako sta povezana, ker so karakterji iz Bakana bili v prvi epizodi Durararaja. Prav tako. In to je v bistvu isti svet. Veš, ki sem se pa jaz zafrknil, kar se tiče gledanja animejev, kar sprej razlagal. Jaz sem šel tako, eden izmed mojih prvih animejev je bil Haruhi Suzumija. Sem čez vsaka epizoda je napačno. In mi ni bilo niti približno dobro. Endless 8, jaz tako gledam, epizoda. Pač jaz sem si v službo vzel, jaz sem delal nočne na Darsu. In si vzamem Endless 8 v službo. In je bila ena in ista epizoda 8 ur v noč. In jaz tam gledam, kaj bedak. Kaj s to gledam? Saj dobro so pisali. A niso bili Endless 8, tistih 8 epizod v Haruhi Suzumija, ki se vse skozi ponavljali. A ni to druga sezona? Čist malo bilo drugačen. Je, ne? Se pa ne spomnim. Ja, pač mislim, da je bilo 8 epizod, ki se v bistvu se skozi ponavljali. Koliko da so eno epizodo sam 2 minuti spremenili. Mislim, da je bil to troll iz njihove strani, ki mi je zmanjkalo budžeta. Cela fora je bila, kakor premis tega Endless 8 je bila, da je Haruhi nekako ujela jih v tale loop in so jo mogli ven iz tega rešiti. In oni so skozi podoživljali tale loop. In je bila v bistvu res ena in ista epizoda, ki je bilo samo tako 2 minuti malo spremenjeni. Jaz sem umiral, jaz sem pač skipal skozi, pa bo kaj drugačal. Mogoče se napačno spominjam, ampak... V novi sezoni. Kdo je to animiral? Mislim, da ta anime studio, ki je animiral Haruhi, v drugi sezoni niso imeli več budžeta za ta anime in potem so dejansko naredili ta loop. Pa se Kyoto je imel to čez. Kyoto Ani? Mogoče jim je takrat zmanjkalo denarja. Pa ne, Haruhi je bila dejansko taka zakomplicirana, za nalašč. Ne, oni so imeli prav namirno. Oni so recimo tudi prvo sezono so imeli, ko so switchali epizode. Ni bil prva epizoda je bila 3. epizoda, druga epizoda je bila 8. epizoda. Hoteli so ful izstopati in jaz sem bil pač tako frišen v anime. Naruto, kaj pa zdaj in pa še kaj to. Če grem zdaj gledat Haruhi, kako gledam? Gledam Imaš prav listo, imaš na internetu listo. Gledam scrambled epizode ali... Ne, jaz jih ne bi. Odvisno, kakšna izkušnja hočeš imeti. Ja, jaz jih ne bi. Jaz hočem originalno izkušnjo. Jaz bi rad novelo bral, jaz bi rad vidio, kako je to. Pa poglej Endless 8, ampak you're not gonna enjoy it. A dejansko traja 8 ur? Ne, 8 epizod je, se mi zdi. Mislim, da prav taka fora. Na Anime News Network je bila Haruhi, mislim, da kar dolgo, najvišja. Misliš My Anime List? Ne, Anime News Network. Anime News Network je imel reči. Ful je popularen. Recimo Ezra iz Lola ima ples iz Haruhi Suzumija. To je bilo ful popularno. Ja, to bi pač... To ni anime, ki ga kakšen gleda, ki pač ko mi v anime noter padel. Ne, to je že malo tako. Če pa ja, pa zihar izgine iz tega. In mi pač ni bilo edin, komat noter je pa ful dober. Ja, ending je najboljši. Komat je ful dober noter, res. A ta, ko so v bani suti. Ja. To ne bo No reason, just music. God only knows, I think.
A je? God Only Knows je tudi anime, ja. God Only Knows je The World God Only Knows je anime. Okay, ja. To je bil moj guilty pleasure nek cajta. Ja, to je bil moj pleasure, just straight up. Ej, opening komad je full dober in original verzija komada, polna verzija, tako je 6-7 minut in to je en japonski Bohemian Rhapsody zame. Full spreminja tako mal pač J-rock elementi, po itak klavir vmes, po se kar vse umiri, pa spet najbolj high, pač ta komad full priporočam. Če napišete pač ta World God Only Knows opening, celega, top shit, res. To sem že poslušal, imam že ga v glavi. Ja, ampak sem imel prav, ja, ko sem malo pogledal naslednjo sezono, večina se jih nadaljevan, ne? Bungo Stray Dogs bo 4. sezona. Bungo, a ti nisem. Ok, Xiaomi on Bungo, ajde. It's a bit hard too. Ful težko, zaradi tega se spremeni v žival in je dva moška sta, ki sta ful šipana. Ne, mislim, kaj je drugače že eden izmed teh attractive značilnosti, da kaj večina karakterjev je osnovana, basana na pisateljih. Nekaj v tem smislu. Poznam ljudi, ki so ful močni fani. Ampak premis je kaj kot neka urban misterij, like se, ker deluje kot neka alter Durarara. Je isekaj. To je vse gledam, ne govorim. Zelo vlečena Durarara. Ok, pa mislim, da mi bo všeč. Ok, Vinland Saga 100. Mao Gakuino, oh my god. Kater? Mao? Kaj je? Voldigot sama. Sorry. On je full zako. On je eden od najmočnejših karakterjev ever, like totalka in je full, pač se norce dela na to temo. Da se bo reincarnatal the Overlord, you know, the Demon King. In nobenemu ne verjame, da on je Demon King po 2000 letih in ima take hude močne powere, da čisto vse kontrolira in konec koncev pune zabavno. Priporočam. Všeč mi je, da se bojo določeni anime nadaljevali, ker vem, da bom potem sigurno gledal. Tokyo Revengers! Ok, zgubili smo ga. Tokyo Revengers kinda goes down over time, to be honest. Moram videti drugo sezono, kako bo. Guys, Nier Automata, like seriously. To sem videl, ja. To moramo videti, like the game je, like... Kdo je gledal, a ste gledali vsi Tokyo Revengers prvo sezono? Žal ne. Jaz sem prebral mango do konca. Si že prebral mango, ok. Jaz sem ga gledal, Tokyo Revengers, sam nisem glih navdušen. Muska mi je bila zanimiva, ne, ampak... Bil je tak 7 out of 10 anime, ampak jaz pa rad te... Jaz bi dal 5. Ja, sami moje pa isekaj. Jaz bi rekel tako, no. I like it a lot. Dokler ne reši tiste svoje punce, ker pač prej ali slej, ja. Meni je to tako čudno, da se vedno potegujemo vsi za punco, za žensko, za kolegico, za ne vem kaj. Ti nimaš rad svoje punce. Kasneje se za She can prijatelje. fend for herself. Sej, eventually ti karakteri dobijo self-respect in pa rad anime dober. Tako kot v filmu, poznate, ne, Scott Pilgrim vs. The World. Ta film je legendaren, ne vem, No, I wanna fight you for me. Ja, pač, the power of self-love. Ven zame. Self-respect. Pa to je. Veliko je znanih, veliko je takih, veliko imam novel doma, ko zdaj se začnejo, pa je full bedno. Like, Tonari no Tenchi sama, da soseda je največji angel in mi pomaga. Bral sem novelo, tako je slabo napisano, tako je shiti, toliko se nič ne dogaja in pol dobijo anime. 50 Shades of Grey. Okay, mislim, da